Velikokrat dobivamo od mladih vlagateljev vprašanje, kakšna je strategija izhoda. Ne, to smo že Ja, večkrat sell button. pritisnili na sell. Ampak ja, v svetu, v tem kripto svetu se mi pa zdi, da so se mladi investitorji vse navadili, nahodili način netrgovanja, se pravi, da držiš, ne. Nekateri so še danes držijo pač vse, kar koli imajo, ne držijo in ne želijo prodati, ker mislijo, da bo pa, ne vem, čez nekaj časa, ne vem, res prišel Bitcoin do 100,000 in ne vem koliko dolarjev, ne. Ja, sej, ampak jaz ne vem, če večina ljudi, ki so v kriptu, če Bitcoin pride na 100,000, to za njih ni cilj, ne. Bitcoin mora priti na, ne vem, 30 milijonov, da bodo zadovoljni, večina. Ja, ampak, veš, zdaj nekdo ki je kupil Bitcoin pri, ne vem, 3,000 ali pa 10,000 ali pa 5,000, lahko hodla. Je to relativno, mislim, precej bolj enostavno, kot pa nekdo, ki je kupil mogoče pri 40,000 in je vsakič, ko cena pride nazaj na 40, živčana, bom še zdaj v minus, ali se bo odbilo nazaj, ali kaj ne naredim, ali zdaj po enem letu že te živčnosti, a ne. Vsakič, ko pride do 40, razmišlja, je to moja zadnja priložnost, da grem ven, pa gre zdaj dol do 20, pa potem 10, pa ne vem kaj potem. In pač to je precej lažje reči, kot pa dejansko narediti. Če si v bistvu kupil pri nekih visokih nivojih, kar so od recimo 30-40 tisoč naprej, ker potem si vedno živčen, ko prideš do svojega break-evena, kaj zdaj narediti. Ali iti ven, ali upati še čakati, če bo šlo še gor. Nazadnje, zdaj že kar nekaj časa od tega si povedal, da si prodal Bitcoin po 45,000 dolarjev, takrat, ko je tvoj prijatelj te klical, da je v trgovini v avtosalonu in da kupuje 2 Lamborghinija. A si potem še kaj investiral v Bitcoin? Ti je zdaj morda interesantna, recimo Bitcoin ti je interesanten, trenutno kotira pri 38,000 dolarjih? Ne, mislim, pa ne pravim, da je zdaj pa to, ne vem, shit ali karkoli narobe s tem, ampak samo, pač jaz sem prodal pri, ne vem, če je bilo 45, 43, nekaj tasga je bilo, ta prva polovica 40,000. In po enem letu je pa Bitcoin še vedno na približno istih nivojih. Vmes je šel sicer precej višje, pa tudi precej nižje. In zdaj reči, ne vem, če je zdaj trenutno zanimiv, če je na isti ceni, kot sem ga prodal, če sem takrat nekako predvideval, da je na 40,000 primeren čas za prodajo, potem ne morem zdaj reči, da je pa 38 primeren za nakup. Je pa res, da je od tega minil nekaj časa vmes, in tudi zdaj s časom, jaz sem takrat, ne vem, 1 leto nazaj, sem imel nekaj v glavi, recimo 10,000, nek flash down, nek bear market, neka korekcija, in če pride do 10,000, zdaj recimo, ker je že minil toliko časa od tega, pa je Bitcoin še vedno se drži na nekih teh nivojih, kjer sem ga jaz prodal, bi mogoče začel tam nekje okrog 20,000 razmišljati o nakupih. Ja, precej viharno obdobje za Bitcoin, upadel je v 5 mesecih in pol za 43%. To zna biti kar ena taka velika bolečina za tiste, ki so vstopili pri 60,000 in več. Ne. Ampak ja, tudi če pogledajo druge v bistvu kriptovalute, letos imamo res tak dramatično pocenitev, lahko rečeva, Bitcoin je upadel za slabo petino, Ethereum za 25%, Solana 46%, Ripple 23%, Cardano 39%. Taki brutalni upadi so tle na kriptotrgu, ne? Ja, vedno so bili, ne. Sej, mislim, da vsak, ki investira v kripto, ima to prednost v življenju, da karkoli drugega gre investirati, nobeni problem, ker je 20% v kripto ni nič. In potem, ko enkrat investiraš v delnice, se veliko lažje v bistvu preživiš korekcije na trgu, ko delnice padajo za 10% in vsi ostali pa nečarijo tebe, pa to nekaj povsem običajnega. Tako da je dobra šola mogoče za bodoče investitorje, da se naučijo tega trpljenja v padcih. Sam nekako se mi zdi, da pa vsem pričakujejo taka velika nihanja, pa take nore upade na kriptotrgu, ne pa na borzi. Na borzi pa, ne vem, ko malo zaniha 10-15%, je že drama, je že panika, kaj ne naredim, ne. Saj taki so prvi odzivi od teh mladih, novopečenih investitorjev, ki so vstopili zdaj januarja oziroma decembra, ki so vstopili na borzo. Zdaj ne vem, ali so to isti investitorji, ki investirajo na borzo in v kripto in imajo potem različne reakcije na enem trgu in različne na drugem.
ali so to različni ljudje, eni, ki investirajo samo na borzo, drugi pa, ki investirajo samo v kripto. Jaz opažam, da veliko mladih ljudi v bistvu je zdaj rekli, da želijo nekako malo bolj stabilno investicijo, ker kripto je res zelo nihajen in so se odločili, da gredo investirati na borzo. In so prišli v isto valovito morje, iz katerega so odšli ravnokar. Verjetno, ja, nekateri so se verjetno ustrašili. Ja. Ok, kaj pa ti misliš, a je zdaj pravi trenutek za investiranje v kripto po teh pocenitvah ali misliš, da bo tukaj še, bomo videli še upade? Ne, jaz mislim, da bomo zdaj tako, ne zaradi kripta samega. Jaz ne pričakujem, da zdaj, če se eno leto že drži na teh nivojih, potem ne bi zdaj pričakoval, da bo pa zdaj, ne vem, po enem letu, pa 2 mesecih pa čez noč upadal še za 80%. Ampak zna se zgoditi, da gre počasi navzdol proti 20.000. Kar je pa bolj verjetno, je pa to, da v bistvu marketi na splošno in da se na delniških trgih zgodijo večji pretresi in to potegne kripto za sabo, ker definitivno ga nek crash ali pa mini crash na ameriških borzah potegne za sabo tudi kripto. Sej kripto je izjemno koreliran z Nasdaqom, v bistvu s tehnološkimi delnicami.